Seveda smo v času, ko se vse novice vrtijo po eni strani okrog ženevskega salona, po drugi strani pa okrog novice, o kateri so tekle prav vse debate na tem salonu, izganjanju dizlov iz nemških mest. Tekoče razpletanje pravde na MMC-ju ves čas spremljamo, mimogrede vam povemo še, da bo dizle izgnal tudi Rim. A posvetimo se zdaj še drugim temam, ki te dni prežemajo svet avtomobilizma in mobilnosti. Ena od odmevnejših novic je recimo vest o igri bogatega Kitajca z globalnim velikanom Daimlerjem. Da je namreč lastnik Volva, Geelyjev predsednik Li Shufu, postal tudi največji delničar Volvove konkurence znamke Mercedes-Benz, vznemirja vso avtobranžo, še posebej pa zaposlene v švedskem Volvu. Ta je zato že napovedal nepodaljšanje pogodbe z aktualnim predsednikom Hakanom Samuelsonom. Evropski svet za prometno varnost pa je pozval k sprejetju novih standardov glede varnostne opreme avtomobilov, predvsem k tistim členom, ki določajo obvezno varnostno opremo novih avtomobilov. Nujen bi bil torej sistem samodejnega zaviranja v sili, pa tudi inteligentni omejevalnik hitrosti. Pri tem se nanašajo na podatek, da je v zadnjih 10 letih v prometnih nesrečah na cestah Evropske unije umrlo že 8000 otrok starosti do 14 let. Tu je spet Brexit. Britanci obljubljajo, da bo vlada sprejela ukrepe, ki bodo avtomobilskim tovarnam puščala enake pogoje poslovanja, kot jih imajo sedaj. Gremo k novicam z področja elektromobilnosti. Evropska komisija je Nemčiji odobrila, da ponudnikom javnega prevoza omogoči 70 milijonov državne pomoči za pokritje stroškov nastalih z gradnjo električne infrastrukture ter samo nabavo električnih in hibridnih mestnih avtobusov. Nemški proizvajalec sončnih celic Sonnen je svojim strankam, ki se odločijo za nakup električnega avtomobila, začel podarjati električne polnilnice. Amsterdam pa je začel graditi pametno električno omrežje, ki bo povezano s pametnimi električnimi avti, tistimi, ki so sposobni med mirovanjem shranjevati energijo v svojih baterijah. V Belgiji se proti gneči na cestah borijo na samosvoj način. Glede na to, da je po nekaterih izračunih vsaj polovica avtov na cestah službenih, je vlada sprejela sklep, da zaposlenim omogoči, da se odpovejo svojemu službenemu avtu v zameno za višjo plačo. Razlog, zaradi katerega več kot 500 tisoč Belgijcev vozi službeni avto, je, da se podjetjem davčno gledano bolj splača zaposlenemu plačati avto, kot pa nakazati višjo plačo. Toda kot so izračunali pri Fleet Europe, bo vsaj 60% uporabnikov službenih avtov višjo plačo porabilo za nakup zasebnega avtomobila. Pojdimo v Barcelono. Največji svetovni kongres mobilnih tehnologij je spet postregel številnimi avtomobilističnimi novostmi in na tem področju tempo narekujeta dve evropski znamki, Ford in rezident Barcelone Seat. Ford je tako v Barcelono pripeljal dopolnilo svojega že večkrat pohvaljenega sistema Sync 3 v obliki aplikacije Waze, torej prometno aplikacijo, ki vas med vožnjo oskrbuje s prometnimi informacijami sestavljenimi iz podatkov, ki so jih posredovali drugi uporabniki Wazea na vaši poti. Zabavo med vožnjo pa bo naredila bolj varno aplikacija, ki jo je vgradil Seat. Shazam, znana aplikacija, ki posluša nekaj sekund skladbe na radiju in pobrska po svojih spletnih bazah, da vam priskrbi informacijo o avtorju in naslovu skladbe. Voznicam in voznikom torej med vožnjo ne bo več treba držati telefonov pred zvočniki, lahko pa seveda upamo, da bo Shazam slej ko prej začel bolj učinkovito prepoznavati tudi nove slovenske skladbe. Ženevski avtosalon vsako leto zaznamuje tudi izbor za Evropski avto leta. Sebastian, kot slovenski žirant, kdo so bili tvoji favoriti in zakaj? Jaz moram priznati, da sem tokrat prvič glasoval za najmanjši in najcenejši avtomobil, ampak predvsem zato, ker je bil to prvi avto, ki se mi nekako zdel, da je po 30 letih obstoja in več v neki novi podobi, deluje sveže. Kar je pa mene prepričalo pri Ibici je pa to, da če bi jaz izbiral trenutno Ibico, bi izbral šibkejši motor, kar se v moji dolgoletni karieri še ni zgodilo, ampak se mi zdi, da litrski motor in Ibica se karakterno drugega dopolnjujeta do potankosti. Seveda pa Ibica ni zmagala, bila je na drugem mestu, zmagal pa je Volvo XC40, za katerega pa seveda lahko damo kapo dol. Na naše domače slovenske ceste pa je zapeljal mali Jaguarjev SUV E-Pace. Čeprav ima v oznaki E, ne gre za električni avtomobil, torej ni nobene povezave z ženevsko premiero E-Pacea, torej električnim Jaguarjevim SUV-jem.
Kakorkoli, to je novi in kar obetaven poskus, da Jaguar svojo modelsko paleto približa kupcem, ki bi si lahko privoščili dražji avto, a bi radi ostali pri majhnih dimenzijah. In mimogrede, Slovenci so se spet odpravili v Saharo, tokrat s starimi pandami, več pa na Facebooku.